Vsako podjetje je živ organizem. Ima svoje vrednote, sposobnosti, svoja čustva, ima svoj ritem. Definirajo ga ljudje, v prvi vrsti zaposleni, lastniki in vodstvo. V nadaljevanju vsi deležniki iz okolja, dobavitelji, stranke, ostale javnosti. Vzdrževanje poslovnih odnosov, njihova kakovost, njihova prožnost definira vsebino, ritem in tudi bodočnost podjetja. Vsako podjetje je drugačno, samo svoje. Vsako podjetje se razvija na svojevrsten način. Podjetja se zavedajo vse bolj te svoje posebnosti, enkratnosti in prav v tem duhu iščejo svoje partnerje, priložnosti, iščejo svojo tržno pozicijo. In tukaj je podobno z ljudmi, kajti tudi ljudje ves čas iščemo družbo podobno mislečih, tistih, ki nas izzivajo in tisti, ki nam pomagajo, da se razvijamo. Ljudje pa ne določajo le bistva in ritma podjetja, temveč prav ljudje ga tudi spreminjajo, modifinirajo njegove vizije in poslanstva. Prav v ljudeh leži moč sprememb in inovativnosti. Vsi ljudje želimo biti koristni, zato je seveda smiselno pritegniti k sodelovanju vse zaposlene. Preko tega vzpodbuditi njihovo ustvarjalnost, jih aktivirati v procesih inovativnosti in preko tega postopoma oblikovati kolektivno zavest. Inovativnost je miselni proces. Prav ta miselni proces ni nujno vedno vezan le na tehnološko inovacijo. Lahko pomeni že izboljšavo nekega procesa, organizacijske strukture, poslovnega modela ali komunikacijskih poti. In prav zaradi tega lahko mirno trdimo, da je inovativnost ena ključnih vzvodov za povečanje vrednosti podjetja, za povečevanje njegovega uspeha. In kar je seveda najlepše, prav vsak izmed nas je lahko inovativen. In ne pozabite, Slovenci smo zelo inventiven in inovativen narod. Imamo izjemna podjetja, ki dihajo v prav posebnem ritmu. In prav to bomo spoznali danes in v vseh nadaljnjih oddajah Poslovni ritmi. V njih vam bomo predstavljali inovativna, prodorna in uspešna slovenska podjetja. Podjetja, ki so si upala stopiti stran od ustaljenih doktrin in si ustvarjati lastne poti do uspeha. Vendar nikar ne mislite, da je uspešnim podjetjem z rožicami postlano. Vedno znova se soočajo z novimi izzivi, z preprekami. Vendar ker vedo, kaj želijo, v trenutkih odločitve sprejemajo jasne usmeritve. Moje ime je Violeta Bulc. Pridružite se mi v oddaji Poslovni ritmi. Enkrat na mesec vas bom popeljala v čudoviti svet podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti. Skupaj bomo odkrivali, zakaj so se zgodili določeni poslovni koraki, kdaj in kako so se zgodile poslovne zgodbe. Steklarna Hrastnik Opal je eno od 3 hčerinskih podjetij v lasti poslovne skupine Steklarne Hrastnik delniške družbe, ki uspešno nadaljuje 140-letno tradicijo proizvajanja in oblikovanja stekla za razsvetljavo in druge namene in velja danes za enega najboljših proizvajalcev vrhunskih opalnih svetlobnih teles v Evropi. Prvotno ročno proizvodnjo dopolnjuje polavtomatska proizvodnja stekla za razsvetljavo, kar še danes velja za posebnost v načinu proizvodnje steklenih izdelkov za svetila na evropskem tržišču. Na samostojno pot je podjetje stopilo leta 2000, ko je trg od njih še zahteval velike serije standardnih izdelkov in je bilo proizvodnjo relativno enostavno organizirati. Vendar so se potrebe odjemalcev postopno, a vztrajno začele spreminjati. Kupci so začeli naročati manjše serije, izdelki, po katerih so povpraševali, so postajali vse bolj zahtevni, drugačni. Navajeni na ustaljeni način dela so spremembe v proizvodnji niso odvijale v skladu s spremembami trga, zato so se kmalu pokazale vrzeli. Vse več je bilo reklamacij, kazalo je, da se spremembam ne bodo mogli uspešno prilagoditi in da bo potrebno del proizvodnje morda celo zapreti. Še ena tipična poslovna zgodba, boste rekli, ki se je zaključila z racionalizacijo in odpuščanjem. Pa vendar ne prehitro. Poglejmo, kako so se tega lotili v Steklarni Hrastnik Opal. Torej, naloga podjetja v nekem lokalnem okolju ni samo
skrb za dobiček lastnikov, ampak tudi skrb za razvoj podjetja in pa tudi polno zaposlenost. Čeprav Evropa v zadnjem času močno opušča proizvodne dejavnosti, smo se v naši sredini kljub temu odločili, da povečujemo proizvodne kapacitete. Namreč ocenjujemo, da bo ta Evropa še vedno rabila en kup enih produktov, vendar pod določenimi pogoji. Torej, to so predvsem produkti za pokrivanje potreb tržnih niš z visoko kvaliteto in pa seveda proizvedeni z visoko produktivnostjo. Vse te aktivnosti v naši sredini peljemo in to na vseh 3 programih in mislim, da smo pri tem tudi uspešni. Tudi hčerinsko podjetje Opal je bilo deležno podobnih problemov kot ostala 2 hčerinska podjetja. Tudi v tej sredini smo morali iskati produkte z visoko dodano vrednostjo za potrebe tržnih niš. Vedeli smo, da bo potrebna prestrukturiranje tudi razvojno in seveda poslovodstvo tega hčerinskega podjetja ob naši pomoči je uspešno opravilo tudi ta del dejavnosti, tako da danes lahko ugotovimo, da so našli svoj prostor pod soncem in se uspešno razvijajo. Spremembe so edina stalnica v našem poslovnem ritmu. Ta globalni svet je naklonjen samo najinovativnejšim, najkreativnejšim, najsposobnejšim in prepričan sem, da imamo tako posadko tudi v našem podjetju. V času velikih sprememb, ko so podjetja izvana z konkurenco z vzhoda in investicije v proizvodne kapacitete postanejo nezaželjena strategija. Tovrstna podjetja začnejo z racionalizacijo in odpuščanjem. Zakaj? Steklarska industrija je ena najbolj tradicionalnih industrij in v zadnjih 2000 letih se pravzaprav ni veliko spremenilo, če pogledamo način obdelave, način dela, pa vendar. Če pa pogledamo zadnjih 10 let, to nikakor ne moramo več trditi, ker tudi to industrijo je zajel val in avtomatizacije in zelo močne konkurence v smislu ekonomije volumna in obsega. Torej, kateri so bili tisti ključni impulzi, da so tudi vas, kot tradicionalne steklarje, prisilili, da ste začeli z resnimi strateškimi spremembami? Razmere na trgu so bile osnova za to, da smo se morali spremeniti. Maloserijski izdelki so izdelki, ki prinesejo višjo ceno, iz enostavnega razloga. Maloserijski izdelki so v glavnem namenjeni za objekte, medtem ko so velikoserijski izdelki za police in na te izdelke je pritisk na cene ogromen. Steklarstvo je tradicija, ne? In ta tradicija je tudi neka trma, neka vztrajnost, neka stvar, ki v bistvu se ne daš takoj. Vendar premiki so bili veliki, vi se niste pozicionirali v slovenski prostor, vi se niste pozicionirali v lokalno skupnost, ampak ste enostavno si zadali za cilj biti prvi v Evropi, kar samo po sebi že kar malo srh spreleti človeka, ko si postavi tako močen cilj, še posebno v okolju, ki po definiciji ni tako zelo ambiciozen. Predvsem smo se oslonili na svoja znanja, ki jih v bistvu imamo skozi tradicijo. In čisto sistematskim pristopom smo pričeli v bistvu ta znanja nadgrajevati in pa v bistvu prenašati na mlajše, tako da imamo sistem nenehnega izobraževanja in pa se na druge strani seveda šli smo v iskanje vseh tistih delov oziroma tistih dejavnosti, ki ne prinašajo nekako dodane vrednosti. In ko smo ugotovili, kje nimamo prave dodane vrednosti, smo poskušali te segmente nekako zautomatizirati, medtem ko smo tista dela, kjer je ročno delo neizbežno, po v bistvu poskušamo nadgraditi in še več so kar precej tudi hude krvi povzročali. In tudi ta timski del, tudi v ta namen smo si v bistvu pridobili firmo, ki nam je pri tem pomagala. Predvsem bi tukaj lahko podaril to stvar, da smo ogromno pozitivne energije na ta način pridobili, ki nam je pomagala, ki nas je spodbujala.